Ura je 3, pričenjamo torej s prvo izredno sejo občinskega sveta občine Ravne na Koroškem, ki je danes sklicana na zahtevo četrtine članov občinskega sveta, 7 podpisanih članov. Kot vidite, seveda je pod posebnimi pogoji danes sklicana ta izredna seja. Smo seveda še v obdobju, ko veljajo zaščitni ukrepi in seveda se jih skušamo v celotni meri držati. Lahko rečem, da predvidevamo še eno redno sejo v roku enega tedna oziroma 2 in bo pravzaprav danes dobra preizkušnja te dvorane, ali je ta ustrezna za delovanje našega občinskega sveta. Dnevni red oziroma prijeli ste torej so gradivo za sklic seje. Po točko 1 najprej ugotavljam sklepčnost. 18 prisotnih občinskih svetnikov in svetnic. Zdaj je to dosti jasno, no, ker so eni gostje, ki niso svetniki. No. Morda z dvigom rok, no, da potrdite, kdo ste svetniki, pa še maske svoje naredijo. 18 prisotnih, da sem še ena svetnica pridružila, 19. Ugotavljam, da je občinski svet sklepčen, lahko počne z delom. Po točko 2 predlagam torej potrditev dnevnega reda prve izredne seje občinskega sveta. Kot vidite, sta predlagani 2 točki, torej predlog za ponovitev javnega zbiranja ponudb in pa dopolnitev letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem občine. In dajem v razpravo torej predlagani dnevni red. Prosim, podžupan Vrhovnik. Dobar dan vsem. Na predlog dnevnega reda za današnjo sejo, torej prvo izredno sejo, bi predlagal spremembo in sicer, da se točka 3, predlog za ponovitev javnega zbiranja ponudb za prodaje nepremičnin Čečovje vzhod umakne iz dnevnega reda. Gre za to, da takšen sklep, kot ga je predlagala svetniška skupina SDS, s prvopodpisanim svetnikom gospodom Alešem Logarjem, ni v pristojnosti občinskega sveta, da javni razpis, v katerem bi danes razpravljali, sploh še ni zaključen in bi seveda to na nek način vplivalo na samo vsebino izvedbe javnega razpisa. Poleg tega pa ni zaznati nobenih očitkov ali pritožb na sam potek razpisa. Kot že rečeno, je skupina svetnikov SDS s prvopodpisanim gospodom Alešem Logarjem predlagala v sprejem nezakonit sklep. Politični funkcionarji, torej nas občinske svetnike, s takim sklepom sili v odločanje o izvedbenih aktih, kot je izbor izvajalcev oziroma kupca občinske nepremičnine. Takšen predlog je zakonsko neutemeljen oziroma v nasprotju z zakonodajo in pravnimi normami v Republiki Sloveniji. Občinski svet sili v nezakonito delo povzroča stroške občinskemu proračunu zaradi sklica današnje izredne seje. Če kdorkoli meni, da je bila v postopku javnega razpisa narejena kakšna nepravilnost, prosim, da po uradni dolžnosti to prijavi organom pregona. Nikakor pa politični funkcionarji nismo pristojni za to, da odločamo o izboru nekoga, ki naj kupi ali naj ne kupi občinskega premoženja. Gre za izvedbene akte, kar je jasno vidno iz pravnega mnenja, katerega je podal Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo, kjer natančno navaja, da v pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti, torej občin, odloči in sklepa pravni posel organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti, kar pa je župan. Javni razpis, v katerem pa bi mi danes razpravljali po točku 3, pa še sploh ni zaključen. Torej, o tem ne moremo razpravljati in zato predlagam, da se ta točka dnevnega reda umakne torej točka 3, da se umakne iz dnevnega reda. Če pa ima še enkrat poudarjam, da v kakršnekoli pomisleke, da so bile storjene kakšne nepravilnosti, o katerih osebno nisem seznanjen in kot politik ne želim odločati in arbitrirati o tem, kdo naj bo izbran na javnem razpisu, pa naj to prijavi tistim pristojnim organom,
ki se s tem ukvarjajo. Hvala. Hvala. Slišali smo torej predlog za umik točke 3 iz dnevnega reda, ki ima sicer 4 točke. Odpiram razpravo torej k dvema predlogoma sklepov pri dnevnem redu, ki sta, seveda prvi predlog sklepa se glasi, da se točka 3 umakne, potem pa seveda sledi temu ustrezni sklep za potrditev dnevnega reda. Odpiram torej razpravo če ima še kak drugi predlog glede dnevnega reda, prosim, da ga predstavim. Svetnik Logar. Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem skupaj tudi v mojem imenu. Seveda je že svetnik Vrhovnik vse na kratko povzel in seveda je sklep, ki smo ga predlagali, bil, tako kot ste potem dobili tudi v pravnem mnenju, takšen, o katerem tudi mi ne želimo, da bi o njem razpravljali, pač pa smo na današnjo sejo prišli z tem, da se o tem pogovorimo in pa smo želeli tudi predlagati nov sklep, ki bi se glasil, da županu občine Ravne priporočamo, da postopek javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin Vzhod številka 478 z 31.03 ustavi in županu občine Ravne in drugi sklep, ki bi se glasil županu občine Ravne na Koroškem priporočamo, da objavi nov razpis za javno dražbo, da za prodajo dotične nepremičnine, pri čemer se za izklicno ceno postavi 30% višja cena od najvišje ponujene cene v razpisu z 31.3. V razpisu se predvidijo tudi varovalke, ki bodo zagotavljali, da bo izgradnja zagotovljena v skladu z zahtevnimi roki, pri čemer se postavi zahteva, da bi en objekt od dveh moral biti primeren za vselitev že v letu 2022. To smo seveda želeli danes prediskutirati, izpostaviti, predebatirati, tudi to zaradi tega, bom rekel tako, če bi razmere bile normalne in če bi bile normalne, bi po planu, ki smo ga imeli predstavljenega tudi v mesecu marcu in tudi v mesecu aprilu, imeli redno sejo, na kateri bi lahko diskutirali o teh stvarih in ne bi bilo potrebno sklicati izredne seje, namreč sam sem mnenja, da izredna seja pomeni tudi neko negativno konotacijo, kjer se diskutira o nekih izrednih dogodkih. Žal nas je to sililo k temu ravno zaradi tega, saj sami veste, dragi svetniki in svetnice, da občinski svet občine Ravne ni bil v sestavi že, pa me popravite, če se motim, 2 meseca. Zato je prišlo do tega in naj poudarim, da je daleč od tega, da bi mi bili tisti, ki bi želeli komorkoli kratiti kakšne pravice, na kakršenkoli način želeli pravno, formalno, proti zakonu, prav tako ne želimo nobenega prikrajšati, nobenemu ne želimo kaj vzeti, tudi nismo proti nobenemu, tu se ne postavljamo na nobeno stran. Želimo pa za tema dvema sklepoma, ki smo jih nekako tudi predrugačili in smo z njimi prišli danes na sejo, spremeniti potek diskusije oziroma samo o tem diskutirati in predstaviti to naše stališče, zakaj je do tega sploh prišlo. Tako da jaz bi tu prosil občinske službe, da se v skladu za to zahtevo in s tem, kar je bilo povedano sedaj, pravilno postopa. Hvala. Hvala. Naprej diskusija o dnevnem redu, prosim, gospod Škafar. Lep pozdrav. Seveda, ko mi govorimo o zakonitosti pa nezakonitosti, je pač stvar, ki je zelo široka in lahko včasih tudi naletimo na stvari, ki jih nekateri drugače razumejo, pa so kljub vsemu zakonite. V tem primeru ne gre toliko za zakonitost oziroma nezakonitost, gre za gospodarnost. Gre predvsem za gospodarnost. Poglejte,
Jaz sem že kar nekaj let občinski svetnik in praviloma je zmeraj bilo, ko smo mi recimo sprejemali više cene v vrtcih, je bilo primerjava občinami Žica, Prevalje, Slovengradec, Radlje, pač Koroške občine, pa mogoče še katere, je bilo rečeno, ok, cena v Radljah je X, v Prevaljah je drugi X, v Črni tretji X, mi smo pa četvrti X in nekje na sredi smo rekli, ok, tam je cena na uro 10 evrov, mi imamo pa nekje imajo 5, mi smo nekje na 6 evrih, ok, nekje na sredini smo bili, čisto ok. Govorimo o gospodarnosti, ne govorimo o zakonitosti, govorim o varovanju občinskega premoženja, za kar je prvi pristojen župan. Župan je pristojen za to, kot dober gospodar. Nihče za eno besedo ne očita, da je bilo kaj nezakonito naredito. Vendar se pojavljajo vprašanja. Če v sosednji občini prodajo kvadratni meter zemljišča za 57 evrov, v občini Slovenj za 60 evrov, pri nas pa zemljišče za 29 evrov oziroma 28 evrov. Se pojavljajo vprašanja, zakaj? Kje so sedaj tiste primerjave, ki, bom rekel, kličejo potem, da smo v občini Ravne nekje na nekih istih stopnjah, kot smo recimo pri komunalnih storitvah, pri vrtcih, kot pa primerljivo v Koroški regiji. Tega tu enostavno ni. To je zelo očitno veliko odstopanje. Seveda, mi smo dobili pravno mnenje neke službe Lex Localis, mislim, da se imenuje, kjer pač govori, da je vse to, kar je bilo zakonito. Nihče tega ne očita. Vendar, ali je bilo gospodarno, je bilo to pošteno do občinskega proračuna, je bilo to pošteno do občanov. 29 evrov. Seveda, oziroma 28, pojavlja se nam pa vprašanje, kako je lahko ena ponudba 28 evrov, druga ponudba pa 29 evrov, tako nizko, mislim, obe dve zelo skupaj. Obstajajo indici, da so bili eni ljudje obveščeni, postajajo indici govorice, jih bomo preverili, da so se pristojne občinske službe z določenimi, ki so se prijavili, tudi dogovarjale. Obstajajo službe, mislim, informacije, da so bili prijavitelji na nek način seznanjeni, kakšno ceno naj ponudijo, da je bil drugi seznanjen, kakšno ceno bo prvi ponudil. Pravi, to so govorice. In govoricam je treba, bom rekel, narediti konec, ker potem ostane tisti slab preokus, pa nekdo nekaj reče, baba čula, baba slišala, resnica ni, vendar to se vleče, leta in leta lahko. Vendar dejstvo je, da je ta cena v primerljivih cenah naspram občinam zelo, zelo nizka. Seveda, tam je tudi odgovor, da je uradni cenilec ocenil zemljišče za tako in tako ceno. Seveda je ocenil, nič kaj. Pa pristojnosti je pooblaščen, je zakonit, vendar to nas ničesar ne zavezuje. Ne zavezuje nas, da mi prodamo po tako smeško nizki ceni. Seveda, potem se pa še pojavlja, tu bom rekel, določena vprašanja. To, kar sem že navedel, a je bilo ta postopek speljan z vsemi pravili razpolagano premoženje občine Ravne Koroške. Ali se je z temi razpisnimi pogoji zagotovilo, da bo gradnja v čim krajšem času, ne pa šele v 3 letih od pridobitve gradbenega dovoljenja. Ali je bila objava, pravim, razpisni pogoji, oziroma je bila objava navedena oziroma objavljena na tak način, da je lahko bil čim širši krog zainteresiranih obveščen. Potem, ali je bila izbrana primerna metoda za prodajo stavbnega premoženja, ki bi omogočil najboljši izid ravnanja s stvarnim premoženjem. To so pač stvari, ki sem jih jaz navedel in mislim, da glede na to, da je toliko govorenja, toliko govoric, toliko indicov, toliko, bi rekel, prahu, ki je mogoče neopravičen, nepravilen, da se mi o tem pogovorimo, pa na koncu sprejmemo nek sklep. Mi ne predlagamo to, kar je župan predlagal v svojem gradivu, nezakonit sklep, da občinski svet to sprejema. Občinski svet nima te pristojne, da sprejme. Lahko pa župan svojo odločitev spremeni. Mi to vemo. In mi apeliramo na to, ne gori, ne potapljamo se, vendar bodimo dobri gospodari do občinskega premoženja, ponovimo razpis, naredimo javno dražbo, naredimo vse, da bo tako, da bo občinski proračun in da bodo občani zadovoljni, da se bo gradnja, bomo rekel, zaključila vse v roku 2 let, da bo namen, ki ga pač vsi imamo, čim prej stanovanja, ki jih v Ravnah že leta in leta nismo zgradili, da do tega cilja pridemo. Zaradi tega jaz predlagam, spoštovane občinske svetnice in svetniki, da danes sledimo temu dnevnemu redu,
da se pogovorimo o teh stvareh na nek pošten način, kaj želimo, ali želimo neki nasilo, ali želimo to, da bo občinski proračun v tej situaciji, ko je na nek način zaostrena, ko ne vemo, kaj bo še jutri, pridobi mogoče 50, 60 ali 100 tisoč evrov več. Hvala. Hvala gospod Škafer za razpravo, ki je bila seveda v smer, da se ohrani točka na dnevnem redu. Korigiral ga bi seveda, da teh sklepov vsekakor ni predlagal župan, torej jaz v tem primeru trdno verjamem, da so nezakoniti, ampak so to ne presojam jaz. Te sklepe ste tudi vi, gospod Škafar, so podpisali, torej da se postopek za ponudbo za prodajo nepremičnin ustavi. To ni moj predlog sklepa, ker jaz vem, da vam ta pooblastila jaz sam, ne vem, zakaj bi jaz to predlagal občinskemu svetu. Torej v tej točki ste bili netočni v svojem izvajanju, kar se pa ostalih mnen tiče, se pa nikakor ne strinjam z vami in imam čisto druga mnenja. Ampak o tem bo seveda lahko diskusija ali na vsej občinskega sveta ali pa tudi preko drugih medijev. Nadaljujemo za razprav o samem dnevnem redu, imamo predlog sklepa za umik in pa svoja predlog sklepa, da potrdimo kasneje celoten dnevni red. Torej, seveda so pa vsi argumenti, kot jih tudi gospod Škafar navaja, legitimni za ohranitev točke, zato sem tudi njemu celotno diskusijo seveda pusto, zakaj on želi, da se točka seveda ohrani. Prosim, gospod Kacil. Lep pozdrav vsem prisotnim. Hvala za besedo. Meni se zdi tako malo otroče. No? Če naredimo en razpis, razpisni pogoji, pa če je vse zakonito, to se pravi, da tisti, ki ponudi največ, to dobi. Tako smo tako taki imeli otroci, a ne? Daš lizan, ko potem ima nazev vzel. To ne gre. Zdaj ne vem, če je bil razpis, ni bil prav, ko je treba pritisniti na občinske funkcionarje, pa bi bila javna dražba, da bi dobili več za to. Zdaj povratka verjetno ni. Po moje. Zdaj, če pa mi o tem debatiramo, kdo je dal več, je pač tisti dobo. Če so oni vedeli, da so v Prevalah, v Slovenj parcele prodajajo po 50-60 evrov, zakaj pa niso ponudili 50, ali 45, ali pa 30. Pa če bi oni dobili, tule danes ne bi sedeli. Danes pa krademo Bogu cajt, občini pa denar. Hvala. Hvala gospodu Kacilu za razpravo. Smo še pred dnevnem redu. A je vse prijavljen? Replika? Pred dnevnem redu? Dobro, prosim, ja. Hvala za besedo. Želel bi replicirati svetniku gospodu Škafarju. In sicer gre se za to, da je SDS predlagala nezakonite sklepe, zdaj pa zgleda, kot da sami umikajo svoj predlog iz seje, te današnje izredne seje. Jaz bi želel slišati en primer, kdaj je občinski svet odločal o izboru kupca občinskega stvarnega premoženja. Kar je več kot očitno, govorimo vseda o primeru javnega razpisa, kar je več kot očitno nezakonit predlog. In mi še vedno govorimo o javnem razpisu, ki je bil javno objavljen, ki so bili za vse enaki pogoji znani. Mi pa zdaj želimo razpravo oziroma odločati za sklepe v javnem razpisu, ki še vedno poteka, pa to je absurd. Kaj takega še nisem doživel v politični karieri, kar se ukvarjam s tem. In zato ustrajam na tem in predlagam, da elegantno to uredimo, da se točka 3 umakne iz dnevnega reda, da ne bo še več zapletov iz tega nastalih. Ker iz razprave je bilo pa zdaj slišati, da svetniška skupina SDS s podpisanim gospodom Alešem Logarjem trdi, da ni nezakonitosti. Torej, gre samo še verjetno za politično vprašanje, o katerem pa kot svetnik prvič ne želim razpravljati, kot drugič pa nisem pristojen za to, da bom odločal o tem, kdo naj bo izbran na javnem razpisu, ker gre, kot sem že prej navedel, za zakonsko pristojnost župana vsake občine. Torej, prosim vas, nehajte siliti občinski svet, da delamo kot nepristojni in da delamo nezakonito. Zato še enkrat prosim, če so bile ugotovljene kakšne nepravilnosti, da o tem razpravlja in odloča nadzorni odbor občine, Komisija za preprečevanje korupcije, tožilstvo, policija in ostale pristojne službe, če je to bilo tako. Nikakor pa ni to politično vprašanje. Zato predlagam, da ustrajam pri tem, da se točka 3 umakne. Hvala.
Hvala za razpravo. Gospod Logar, ima nebež tudi, a lahko dovolite gospod Šumah, da ima razpravo prej, pa pol replika. Tu nihče ne jemlje županu njegove pristojnosti. Mi smo zato tudi preoblikovali naš predlog. Jaz sem se pozvanimal na službo za lokalno samoupravo in tam so mi točno povedali, tudi če bi ga prodal za 1 evro, mi na ceno ne moremo in ne smemo vplivati. Naše je samo, da lahko pa vplivamo eventualno na postopek in zato mi predlagamo drugačen postopek, s katerim bi zagotovili višjo ceno. Župan ima pa vse možnosti, da se sam odloči. A bo prodal, ne bo prodal. Mi samo predlagamo drugačen postopek. Mi predlagamo pač javno dražbo, na kateri bi se definitivno dosegla višja cena. Hvala. Hvala gospodu Šumahu. Ukaj krok naenkrat. Gospod Logar je prej imel repliko. Prosim, gospod Logar, pol pa drugi razpravljavci še. Replika. Ja, seveda, replika gre gospodu Vrhovniku, namreč Ja. pa replika, če... Hitro, ker replike na repliko ni, no. Ja. Po ostalim bi samo povedal to, da se pri razpolaganju, s tem pa replika gospodu Kacilu, da se pri razpolaganju z premoženjem občine praviloma postopa z javnimi dražbami, kjer se pride do dražiteljev in večjih in do boljšega izkupička in ne z zbiranjem javnih ponud. In seveda ne želimo, še enkrat povem, siliti, da bi občina kakršenkoli sklep bil protiustavno tu sprejela oziroma da bi bil proti zakonu. Ampak si želimo samo to, da bi se o tem pogovorili, enostavno odprli točko o tem, pa marsikdaj zapravljamo čas na sejah, pa debatiramo levo, pa debatiramo desno, marsikdaj zapravimo kak evro, ki ga tako ali drugače lahko pridobimo noter, pa si ga ne moremo vzeti časa, pa bi o tem. Tako sem že rekel, mi bi prišli na sejo, če bi redna seja bila, in ne bi kradli časa na izredni seji. In danes, ko smo tukaj, seveda hvala gospodu županu, da je pridobil pravno mnenje, jaz sam nisem pravnik. Pa bi želel vseeno o tem razpravljati, namreč ravno zaradi teh metod, ki se postopajo. Prav tako bi želel o tem razpravljati tudi zaradi tega, ker ko mi enkrat dvignemo roke na občinskem svetu, se potem cel postopek odvija, tudi kar zapisuje v dopisu, ki sem ga vam dal, dragi svetniki, da potem samo uslužbenci še to vodijo, pa bi mogoče neke precedence bilo prav, da bi jih spremenili, da bi kdo od nas bil prej vključen v to, pa ne bi potem skakali na neke izredne seje in ne bi nam bilo očitano, da želimo v duhu dobrega gospodarja kršiti določena pravila. In to so stvari, o katerih bi se želel, da se ob robu te točke tudi pogovorimo in o tem diskutiramo in zapravimo nekaj časa in smo malo otroški. Ravno zaradi tega, da se enkrat pogovorimo, se tudi naslednja točka govori o tem, kako postopamo pri razpolaganju z premoženjem občine, kateri so tisti pravi postopki in zakaj izberemo postopek javnega zbiranja ponud, če drugi izbirajo postopke javnih dražb in se vidi, da so pri tem veliko bolj gospodarni in imajo veliko boljše izkupičke v samih občinah. Zato si želim, da točko z skupnimi močmi predrugačimo in to, kar sem vam dal na klop, da sprejmemo
takšne sklepe, ki ne grejo v tem, da bi kršili zakonodajo, ampak grejo v tem, da podamo priporočila. Hvala. Hvala za repliko gospodu Kacilu. No, se zdaj pravzaprav vsi razpravljate pri samem sprejemanju dnevnega reda, pa vidim, da se ne slišite, no, kaj so pooblastila občinskega sveta, še zlasti, kaj so pooblastila občinskega sveta glede tega razpisa, kajti točka se nanaša predlog dnevnega reda na konkreten razpis, ki je v teku. Če želite na splošno razpravljati o razpisih, lahko vam povem, da je občina v zadnjih 14 letih uporabljala izključno metodo zbiranja ponudb. 99% krat smo torej izbrali zbiranje ponudb, enkrat samkrat javno dražbo. No. In tudi to nimate pooblastil na naslednji redni seji, torej, ampak pred razpisi vas bom seveda v večji meri lahko upošteval, kot pa vas lahko zdaj upoštevam med razpisom, ki traja. Zato seveda legitimna razprava, katero metodo iz zakona naj župan uporabi, absolutno kot priporočilo ob zavedanju, kaj so pristojnosti po zakonu o lokalni samoupravi, seveda občinskega sveta in pa seveda same izvedbe vaših sklepov. Ampak kot rečeno, točka, ki je predlagana, je na konkretni razpis, ki je pravzaprav v teku in do katerega se je treba do petka pač odločiti. Zato so tudi vsi pogoji za izredno sejo. Bile so še neke roke glede dnevnega reda, mislim, glede razprave, prosim, gospa Oder. Darja. Tam še roko. Lep pozdrav vsem. Res me veseli, da se po tako dolgem času vidimo, pa še v tem prostoru, ki mi je še posebej drag. Prav tako me veseli, da slišim sedaj od predlagateljev tega sklica izredne seje občinskega sveta, da zagotavlja oziroma da ste spoznali, da ni nič nezakonitega. In zaradi tega menim, da je to točko treba umakniti danes z dnevnega reda. Tako kot je bilo pa že prej rečeno, prav gotovo bi lahko kdaj se zgodilo ali pa naredilo kako drugače. Ampak tokrat je bilo tako, bilo je po črki zakona, postopek, bom rekla, delno še traja in zdaj ustaviti postopek je pa res otročje. Hvala. Hvala za razpravo o dnevnem redu. Naslednja prijavljena gospa Kamnik, na to gospod Terjavec. Gospod Kacil ima repliko, gospod Brženovič. Gospod Kacil mora pa imeti repliko. No. Lep dober dan želim, hvala za besedo. Ker smo še vedno pri točki dnevnega reda, bom glasovala za umik 3. točke iz dnevnega reda, ravno iz razlogov, kot jih je navajal podžupan in gospa Irena Oder. Če do zdaj v tem postopku, na katerega se navezuje 3. točka, ni bilo ugotovljenih, pa tudi verjetno, tako je bilo že rečeno, nismo mi pristojni za to, za ugotavljanje nepravilnosti ali napak, nič posebnega, prosim, da me ne silite pri soodločanju, sprejemanju katerih sklepov, za katere pač težko sodelujem. Hvala, gospod Kamnik. Gospod Kacil ima zdaj repliko, no, potem je pa gospod Terjavec, potem pa gospod Brženovič. Hvala za besedo. Razpis je bil zunaj. Mene samo moti, zakaj se ni kdo prej oglasil. To se pravi, da ni v redu razpis. Zdaj pa, ko mogoče ni prišel v prave roke, pa hojla drino. Sam to. Ampak zapomnite se, vlak je odprl. Mi ne moramo več gledati. Bo to padlo skozi, ko bo začeli mlini, verjetno se bo stranka, ki bo zgubila polo, kaj se bo pritožil in bo to še mogoče blok malo bolj dolgo rasto, ko bo 3 leta ali 2 leti. Bo trajalo 5 let. Hvala. Hvala gospodu Kacilu, gospod Terjavec, potem gospod Brženovič. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Kar se tiče tega sklepa, zdaj, če so ti sklepi res nezakoniti, jaz predlagam, da je dejansko, tako kot je predlagal Aleš, pretvorimo v priporočila. Jaz mislim, da je to
dopustno, da bom se spuščal tu v detajle. Bi pa rad zdaj že v tej fazi odgovoril nekaterim svetnikom, ki pravijo, da to ni stvar občinskega sveta. Jaz mislim, da to je stvar občinskega sveta. Zakaj? Mi imamo tam rok določen za izgradnjo teh blokov in to je 3 leta. Če boste šli gledati ostale pogodbe, če boste šli, jaz sicer nisem gradbinec, ampak recimo konkretno v mestni občini Slovenj Gradec, z občino, ki se tekradi primerjamo, oni imajo v gradbeni pogodbi napisano, da mora biti blok končan v 365 koledarskih dneh, to je 1 leto. Pa če dodamo zdaj še pripravo projektne dokumentacije, smo tam nekje od oka čez prst rečeno na 18 mesecih. Mi govorimo pa o koliko? 36 mesecih. Blok pa ne bi smel biti čez 3 leta. Blok bi mogel biti že včeraj. In zato jaz mislim, da je prav, da o priporočili, da se razumemo, tudi razpravljamo. Toliko za enkrat, pol pa še mogoče slučiti. Hvala. Hvala, gospod Ravcev, za razpravo k dnevnemu redu. Prosim, gospod Marđenović. Hvala lepa za besedo. Najprej bi rad povedal, da sem vesel, da vas vidim, da ste vsi zdravi, kar se tudi vidi iz razprave, kako smo živahni, tako da glede te krize bomo že nekako premagali. Ampak kar se pa tiče tega predloga, da bi se 3. točka umaknila, imam pa svoje mnenje. Seveda se strinjam, da ni v pristojnosti občinskega sveta, da odloča o tem. Ampak hkrati pa, jaz nisem pravnik, pa tudi nisem gradbinec, torej jaz se ne morem spuščati v te pravne zadeve, v katerih je danes tule razprava, me pa zanimajo posledice. A je res, da če bi recimo naš svet uspel z večino župana nekako prisiliti, da bi razmislil o ustavitvi postopka, kakšne bi bile posledice, to me zanima. Ker ne smemo pozabiti, da smo vse stranke, ki smo kandidirale na volitvah in bile izvoljene v ta občinski svet, obljubljale, da bomo še v tem mandatu zgradili blok v občini Ravne, se pravi stanovanja. In zanima me, če bi bile posledice ustavitve tega postopka takšne, da tega mi v tem mandatu ne bi dočakali. Ko pa že govorimo o oškodovanju občine, bi pa povedal to, da je vsaka gradnja stanovanj, ne glede na to, kakva je cena, velika naložba za našo občino, kar tudi piše v samem predlogu, da potrebujemo nova stanovanja, da bomo zadržali družine in da bomo imeli občane tukaj, ne da se bi izseljevali. Torej jaz tule ne vidim nobenega oškodovanja, ker naš cilj je, da zadržimo ljudi v naši občini. Torej jaz to gledam malo drugače kot ostali. Ampak vseeno, nisem gradbenik, nisem pravnik, ne vem, zakaj je bila taka nizka cena dana, o tem naj povejo strokovne službe, pa se bomo lahko tudi bolj drugače odločili svetniki, če bomo imeli vsa ta vprašanja na mizi. Tako na pamet, pa tudi ne moramo se odločati. Toliko z moje strani, hvala. Ja, zdaj, kar se tiče pravnih posledic, te so nepredvidljive. No. Tudi to, da je sklep nezakonit, nihče od nas ne odloča, ne. To odločajo organi. Mi samo menimo, da je nezakonit. Tako da so tu težko oceniti, gospod Marđenović, kakšne bodo pravne posledice takšnega ali drugačnega dejanja. Zagotovo pa so, če nadaljujemo z razpisom, glede na to, da se vsi strinjate, da nobenih očitkov pravnih nimate razpisov, razen seveda nekih političnih navedb, da sem jaz negospodaren in podobno, kar smo že slišali strani določenih svetnikov, je sigurno večje pravno tveganje, če ne nadaljujemo z razpisom, ko pa če so z razpisom, ki je v teku in nima pravnih očitkov, nadaljujemo, vendar tu, kot rečeno, lahko samo vsak izraži svoja mnenja, ne pa da vam jaz egzaktno povem, kaj bo potem sledilo. Podžupan Oder, prosim, še razprava k dnevnemu redu. Lep pozdrav vsem skupaj. Poglejte, jaz bi gospoda Milana rad popravil, Marđenovića, mi nikakor nočemo gospoda župana prisiliti, ne. Jaz točno vem, da je bil razpis, na katerega sta se prijavila 2 kandidata, seveda je pa dober razpis tisti, ko ponudi več, logično. Podpiram tudi podžupana, da seveda, zakaj pa ni prvič ta isti ponudil več. Ker pa se
porajajo nekateri od indicov v občini Ravne, pa bom samo nekaj naštel, gospodu Kacilu, zadeva prodaja zemljišča, smo gradbeno podjetje, ki že vrsto let dela predvsem na Koroškem, neuradno smo izvedeli, da se v občini Ravne na Koroškem po nizki ceni prodaja zemljišča za gradnjo stanovanjskih blokov na lokaciji v potoku Suha. Čeprav objave javnih razpisov spremljamo, pa razpisa občine Ravne nismo zasledili. To ne drži. Razpis je bil na spletni strani občine, vendar problem je, da je takih dopisov najmanj 5 za strani ravniških podjetij. In kaj to pomeni? Jaz sem že pred 2-3 leti opozoril, da ko gremo v prodajo, zakaj ne gremo tisto prodajo vršiti ali preko nepremičninskih agencij, ne pa samo na strani občine Ravne. Še enkrat, mi ne predlagamo razveljavitev razpisa, ampak gospodu županu občine Ravne priporočamo, ker on ima to možnost v 7. členu. In tudi županu občine Ravne na Koroškem priporočamo, da objavi nov razpis za javno dražbo. Mi smo se tudi pozanimali, da so najprej predlagani sklepi za strani prvo podpisanega niso v pristojnosti občinskega sveta. Hvala. Hvala podžupanu Odru za to razpravo. Še kakšna razprava, replika gospoda Škafarja? Gospe Odr, bom jaz repliciral. Jaz sem že malo čez 60, tekmi pa že gre včasih tudi na otročje, saj mi gre, marsikaj pozabim, včasih se pa kaj spomnim, pač tek je, no. Dejstvo pa je, da kar govorim dobronamerno, velikokrat se motim, velikokrat imam pa prav, ampak nikoli ne želim škodovati, nikoli, tudi danes ne želim škodovati. Jaz sem začel prej namerno razpravo o vrtcih, kako funkcioniramo vsa leta, zelo radi se z nekom primerjamo, pa rečemo, mi smo pa tam. Ko malo mi recimo socialno pomoč, rečemo, občina Ravne daje toliko, ne vem, 10 evrov na uro, prejole dajo 2 evra na uro, pa zaradi tega nimajo dobenega skoraj, ki bi, hočem, primerjave so, no. In zakaj sem to govoril? Zaradi tega, ker ta cena 29 evrov izstopa, ne v pozitivno, ampak v minus, na naše okolje. Jaz ne govorim o Ljubljani, jaz ne govorim o Mariboru, o Kopru, jaz govorim o Koroški regiji. In zaradi tega ti da to neki misliti, popolnoma, bom rekel, neopravičeno, nepošteno razmišljanje, krivično do kakorkoli že, vendar ta cena je sigurno negospodarna, jaz govorim o negospodarnosti. Če se bo župan odločil, jaz ne vem, kaj bo naredil, to je mogoče en pritisk na njega tudi, če se bo on odločil, da bo prodal za 29 evrov kvadratni meter, to za mene negospodarno in me nihče ne prepriča. In bo v mestu večno očitno, večno. Če se župan odloči, da ta razpis ustavi, se ga nič ne zavezuje, nič mu ne pravi, da mora on to predati. Nikjer ne govori. Tam govori edini pogoj, najvišja cena, ne barva kože, ne spol, ničesar, ne verska pripadnost, ampak cena. In to je to. Vendar, mi smo zaznali, da je ta cena bistveno preniska. In to je to. Mi želimo samo to, da se kot dober gospodar župan odloči, pa reče, ta cena je preniska. Žal, ponovil bom, a bo to razpis, a bo to dražba, karkoli že, vendar cena taka ni primerljiva z ostalimi občinami na Koroškem. Ta trenutek, samo o tem govorimo. Toliko, hvala. Hvala za razpravo k dnevnemu redu. Gospod Štrikar, prosim. Gospa Krevzel, potem. Hvala županu za besedo. Kar se tiče cene, na ceno lahko vplivajo različne dejavnike. Ko govorimo, da ena cena Slovenj-Gradca tolikšno, ena cena v Prevaljah tolikšno, treba je tudi gledati na to, kakšen je teren. A so bili naredite geodetske raziskave? Tudi geodetske raziskave lahko vplivajo na ceno. Predlagan sklep, ki je v neskladju zakonu, ga ne bom podprl, tako da razpis pa naj
vodijo naše službe, ki so strokovne, ki morda so naredili te geodetske raziskave ali so vplivali na ceno, to jaz ne vem in želim tudi imeti odgovor od našega župana. Hvala. Če se za trenutek ostavim glede cene, če je to pomembno odločitev za dnevni red, cena, ki je ponujena, je seveda ni določil župan, ni določil nihče kot pa trg. Živimo seveda v tržni ekonomiji, bil je javni razpis odprt in seveda tržni ponudniki so določili ceno. Cena, ki pa je strokovno utemeljena, pa je del cenitve, uradno sodno zaprisežene cenilke, ki je upoštevala vse dejavnike tega terena, komunalno opremljenost, tudi primerljivo ceno. Če si bi vzeli čas, bi lahko na občinski upravi dobili cenitev tega premoženja in cenitev je 23 € na kvadratni meter. Sam sem imel razgovor s to cenilko in sem mi rekel, če lahko malenkost popravi cenitev na zgore, rekla, da ne more, kajti je sodno zaprisežena cenilka, ki je najbrž bolj strokovna, kot sem sam strokoven in to nisem posegal. Tako da ta cena je na 40 straneh utemeljena z različnimi metodami cenitve, ki so po zakonodaji obstajajo. Zakaj so bile cene v drugih primerih višje? Je seveda milijon dejavnikov, je časovna komponenta, je komunalna opremljenost, je seveda najbolj ocenjena potreba po stanovanjih najbrž, tudi konfiguracija terena, skratka, tu je toliko dejavnikov, da verjemite mi, da v končni fazi ima trg edini pravi tisto ceno, pokolikor to ponuja. Ne, kaj si mi tu mislimo in politično interveniramo v tekoče razpise, tudi sam, seveda sem v tem smislu politik, ali da vi kot kolektivni organ torej intervenirate, ker se vam nekaj zdi, da je prepoceni, zato bi rekel, je cena takšna, kot je. Sam bi bil vesel, če bi bilo 100 €, prvi sem za to, da prodamo to zemljo za 100 €. Na naslednjem razpisu boste sami videli, koliko bo tudi cena. Imamo še nekaj zemljišč za gradnje stanovanj in boste lahko seveda tudi sami kupili to zemljišče, če res smatrate, da je toliko vredno, oziroma seveda druga zemljišča, kajti ta lokacija je v teku javnega razpisa. Tako da, gospod Štriker, ne znam vam odgovoriti, kaj je prava cena, ampak na trgu se je pač pokazalo, kar se je. Še kakšna razprava k dnevnemu redu? Pardon, gospa Krevezl. En lep pozdrav tudi z moje strani. Jaz moram reči, da jaz sem prav vesela, no, da je tak interes gradbincev za gradnjo blokov v naši občini, ker če kaj rabimo, pol so to zagotovo res stanovanja. In jaz mislim, da bi zdaj to energijo, ko jo vsi skupaj zgleda imamo, usmerili bolj v to smer, da poiščemo še dodatna zemljišča, da se uredi še dokumentacija, kjer bomo lahko spet prodajali, magari tudi na javni dražbi, in da gradbincem, če zgleda jih to tako zanima, pač ponudimo še več zemljišč in pol mislim, da bomo občani glih dobili to, kar si pač želimo, ne? Da se nam slučajno ne pripeti v primeru, da razveljavimo ta razpis, podobno kot pa pri Rimskem, ko smo ga drugič ponavljali, kjer se pa ni prijavil nihče. Hvala. Hvala, gospod Krevezl. Še kakšna razprava pri predlogu dnevnega reda? Prosim, gospod Ranc. Lepo zdrav, tudi z moje strani, komaj diham po teto maska. Zdaj mi razpravljamo o tem, a bo točka na dnevnem redu ostava ali pa ne. Pravzaprav pa že teče razprava, da je teti sklep nezakonit. Mi pa še sploh nismo prišli do točke, da bi predstavili, da povemo, da ta nezakonit sklep se da umikamo, pa predlagamo drugega. Vse konc konca tudi župan da spremeni predlog, pa nam da odločanje nek drug sklep. Tako da, kar se tiče tudi tega siljenja v glasovanje, vsak zase zagotovo ve, kako je to prisilo. Tako da, jaz bi predlagal, da točka ostanem na dnevnem redu, ker ni samo to, da je, kar se tiče nezakonitosti sklepa v tistem delu, kar se tiče pristojnosti občinskega sveta, ampak tudi to, da je rok za izgradnjo predlagamo krajši. Ne samo, ne 3 leta, ampak da bi ga skrajšali za 1 leto. Se pravi, da bi v 2 letih bil pač dosežen cilj. Hvala, gospod Ranc. Replika, podžupan Loder, replika je kratka, pa usmerjena v nekoga. Ja. Glejte, mi razpravljamo tule zdaj o takšnih in drugačnih cenah. Cena je pač 28 € in toliko smo mi stržili. Jaz verjamem, da je zemljišče bo ocenjeno na 23 in ponudnik je
pač ponudil 28. Noben me pa ne bo pripričal, da zakaj je tako dolg rok izgradnje stanovanj v razpisu. 3 leta od pridobitve gradbenega dovoljenja. Če pogledate v Sloveniji grad... To ne drži, 2 leti je. Od gradbenega dovoljenja 2 leti, to je navajte točno. Na osnovi razpisa... 1 leto je za gradbeno dovoljenje, 2 leti je pa za uporabno dovoljenje 36 stanovanj. To je rok v razpisu. A vidimo, ko se penemo skozi Slovengrad, da stojijo tam 4 novi bloki. A vidimo v Prevalah, da stojita 2 nova bloka, zdaj se začne 3. graditi. Vse to se je nam zgodilo v 1 letu, 2 let. Vsak dan kličejo na občino prosilci za stanovanja. Vsa stanovanja občine Ravne so polna. Se še ni v redu začel govoriti, da bomo v Kotla gradili vrstne hiše, mene kličejo vsak dan, tako da se mi bo telefon dobesedno užgal. Tako povpraševanje je. Mi pa, kolikor vidim, razpis predvideva, da mora investitor najkasneje v roku 3 let od podpisa prodajne pogodbe pridobiti pravnomočno uporabno dovoljenje. Glede na potrebe po stanovanjih je to zagotovo predolg rok. Saj si sigurno vsi mi želimo stanovanj, da bo vse en blok v 2022 zgrajen. In na to, gospod župan, sem jaz že opozoril pred 14 dnevi, 3 tedni, a ne. Ob tem pa v razpisu ni popolnoma nobenih varovalk, ki bi zagotavljali, da bo 3-letni rok sploh izpolnjen. Seveda je pa tule zdaj posegel še koronavirus, razpis, ki je bil očitno pripravljen še pred spoznanjem razsežnosti in posledic izbruha koronavirusa, ni predvidel nobenega preverjanja ustreznosti izbranega kandidata, hkrati pa na osnovi točke 5.7 omogoča podaljšanje rokov za izpolnitev pogodbe. Dobro, toliko. Ja, sem da bo dejstva znana pri odločanju o dnevnem redu. Rok v razpisu je 1 leto od podpisa prodajne pogodbe za pridobitev gradbenega dovoljenja. Kdo od vas je že pridobil gradbeno dovoljenje na komunalno relativno neurejenem zemljišču, kjer občina za komunalno opremo v proračunu nima nič in je realen rok 1 leto. Ko se pa gradbeno dovoljenje pridobi, je pa enako realen rok, da zgradimo 36 stanovanj v 2 letih, torej od začetka gradnje. Kdo od vas gradil hišo, enostanovanjsko hišo in se mu 2-letni rok, pa hkrati je to najkasnejši rok. Nič ni rečeno, da ne sme nekdo skrajšati tega roka. Sedaj pa govorite sva, da je to rok, ki je zapovedan. To piše, najkasnejši rok je 2 leti od gradbenega dovoljenja, kar je popolnoma življenjsko in normalno. In je bilo tudi prediskutirano za poznavalci stanovanjske gradnje, koliko intuitivno ne veste, kako gradnja zgleda. Poleg tega ima ta gradnja predvideno glede na občinski prostorski načrt podzemne garaže. Ceste nima do sebe, pa mi trdite, da je to možno 1 leto zgraditi od gradbenega dovoljenja. Pa še to lahko upoštevamo pri naslednjem razpisu, pa bomo videli, kakšne prijave bojo. Ne pa v razpisu, ki teče. Toliko o rokih, ki so nerealni. Še kakšna razprava pri dnevnem redu. Če ne prihajamo na glasovanje, zaključujem razpravo. Najprej se glasuje seveda o spremembah dnevnega reda, kot veleva seveda naš poslovnik. Torej, najprej odločate o predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega reda. Torej, tisti, ki želite, da se umakne točka, morate biti zdaj za, oziroma obratno proti. Predlog sklepa pa imamo pisno. Ok, ga jaz oblikoval. Torej, začenjamo glasovanje. Predlog sklepa se glasi točka 3 z nazivom Predlog za ponovitev javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin Čečovje shod se umakne z dnevnega reda. Kdo je za? Deset za umik. Kdo je proti umiku? 7 proti umiku, sklep je sprejet, točka je umaknjena z dnevnega reda. In prehajamo na glasovanje o celotnem dnevnem redu, torej še z eno dodatno vsebinsko točko. Dopolnitev letnega načrta, no, vse gradivo imate v samem sklicu. Torej, predlagam dnevni red s 3 točkami. Kdo je za?
13 za, kdo je proti? Nihče. Nič proti, dodam, da je, bi rekel, dnevni red sprejet s temi 3 točkami. Torej imamo zgolj eno vsebinsko točko, to je dopolnitev letnega načrta razpolaganja stvarnim premoženjem občine in prosim direktorico za predstavitev tega predloga sklepa. Lep pozdrav, hvala lepa za besedo. Načrt razpolaganja stvarnim premoženjem občine je priloga vsakoletnega proračuna v skladu z drugo točko načrta ravnanja s stvarnim premoženjem in tudi seveda na podlagi zakona o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti. Predlagamo popravek tabelce v primeru v stolpcu metode razpolaganja z premoženjem in sicer, da se ta dopolni oziroma spremeni na podlagi intervencije oziroma posvetovanja z vašo kolegico gospo Ranc. Predlagamo, da se spremeni in sicer, da se namesto dopolni ta načrt razpolaganja spremeni, iz stavbne pravice se zapiše ena od metod po zakonu. Se pravi, v bistvu metode po zakonu so javno zbiranje ponudb, javna dražba ali pa neposredna pogodba. Stavbna pravica, kot je zapisana, ni pravica oziroma metoda razpolaganja z zemljiščem, kot jo predvideva zakon. Hvala. Hvala direktorici občinske uprave. Odpiram razpravo k temu, te točke dnevnega reda oziroma temu predlogu sklepa, kot je bil predstavljen. Če ni razprave, se zahvaljujem in predlagam, da mi date čisto pisno, ker ste s kolegico Rancovo spreminjali tekst samega sklepa. Torej, predlagam glasovanje z usklajenim sklepom. Predlog sklepa se glasi: Občinski svet občine Raven na Koroškem sprejme sklep, da se načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine Raven na Koroškem, načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem pri metodi razpolaganja spremeni tako, da se namesto stavbne pravice zapiše ena od metod po zakonu. Kdo je za? Osemnajst za. Kdo je proti? Nihče. Nič proti, da je sklep sprejet. Je s tem tudi zaključena izredna seja občinskega sveta. Hvala vam za vaše delo. Lahko rečem, da načrtujemo redno sejo že prihodno sredo v tej dvorani, če ne bo seveda ukrepi, bi rekel, za COVID-19 drugačni, oziroma najkasneje v roku 14 dni predvidevamo torej redno sejo občinskega sveta. Hvala za današnje delo.